V okviru evropskega medijskega projekta RTV Slovenija Info for EU, kjer ozaveščamo o pametnih in zelenih inovacijah, pa tudi zgodbah, ki povezujejo ljudi in ga namenjamo informiranju in ozaveščanju najširše javnosti in še posebej mladih o projektih ene izmed najpomembnejših evropskih investicijskih politik, kohezijske politike, smo se v Primorskem tehnološkem parku srečali s projektom Popri, v okviru katerega mladi tekmujejo za najboljšo podjetniško idejo. Sem Vida Furlan in prihajam iz Vipave. Sem Tisa Princes Ledinek, stara sem 15 let in prihajam iz Vipave. Verjetno ste se že vsi srečali s problemom izgubljenih nogavic in tako je nastal Vipar. Jaz sem Val Vidmar in Tujnik Stanojevič, sva podjetniška ekipa Visus in trenutno razvijava See With Me. S tem sva dokazala, da se da slepim pomagati. Sem Maja, sem Rebeka, skupaj tvoriva najboljšo ekipo. Vizija Bizmetika je predvsem to, da ljudem ponudimo s čebelimi produkti obogateno kozmetiko. Beseda kohezija je za marsikoga neznanka, zato smo povabili na dogodek predstavnike službe vlade za kohezijsko politiko in razvoj, pa tudi ministrstva za zunanje zadeve, ki se ukvarja z usklajevanjem makroregijskih projektov, ki potekajo med različnimi državami. Prosili smo jih, da mladim na enostaven način razložijo, kaj vse se skriva za evropsko kohezijsko politiko. Podnebne spremembe, vsi vemo, da je to velika grožnja, in če se nek del zemlje, pa rečemo temu Evropa, obnaša najboljš možno, je še vedno premalo. Sprav moramo delati skupaj. Primorski tehnološki park že nekaj časa aktivno podpira projekt Popri in sodeluje pri organizaciji tekmovanj tako v Sloveniji, kot tudi v povezavi z drugimi državami. Seveda meni je vedno veselje pozdraviti mlade, danes žal zaradi teh razmer covida, nas je tukaj v tej dvorani malo manj, včasih je kot ta dvorana tako polna, tako po širih. In da bi prizadevanja mladih naletela na prava ušesa, so letos prav posebej bodo poskrbeli na RTV Slovenija s pomočjo evropske kohezijske politike, natančneje v okviru projekta Info for EU. To je medijski projekt TV Slovenija, ki spodbuja in podpira inovativne ideje mlade generacije, ki so naša prihodnost in bodo predstavljene tudi v okviru oddaje Podjetno naprej. Na dogodku so se predstavili 3 zmagovalni projekti. Osnovnošolski ekipa Vipar. Problemi smo pač opazili doma in pa smo pa najprej seveda preverili trg, da vidimo, kaj že obstaja, kakšne so alternative. In smo v bistvu na trgu našli že dosti podobnih stvari, ne pa prav našega obročka. In smo v bistvu pogledali, kaj so slabosti teh alternativ, pa kaj je mogoče dobra stvar. In smo nekako vse to združili v neko našo celoto, ki je nastal Vipar. Ekipa dijakov Visus. Smo prišla do te točke, ko so hoteli narediti nekaj koristnega, nekaj, kar bo pomagalo in drugim ljudem in nama, da bo gradilo naju tudi karierno mogoče, tudi kaj za na življenje pizdati. In pa so pa prišla do problema slepih. Imela sva že razne ideje, da bi delala rokavice, da bi delala neke oprsnice, ampak se je res izkazalo, da na koncu slepim najbolj ustreza nekaj v enem kosu, kar ni preveč opazno vsem in je pač enostavno za uporabljati. Se pravi, pas, kot si lahko predstavljamo, si pač natakneš in to je to. Nimaš nobenih žic, kablov, povsod, ki bi te lahko motile. Na univerzitetnem nivoju pa ekipa Bizmatik. Na faksu sva pa združili moči in skupaj odprli to podjetje Bizmetik. Sama ideja za tem podjetjem je pa, da bi to bogato tradicijo čebelarstva, ki jo imamo v Sloveniji, dvigali na nek nov nivo. In ja, v bistvu marsikdo se zaveda, koliko so te čebelji izdelki dobri in koristni za naše zdravje, če jih uživamo. Redko kdo pa ve, koliko so tudi koristni za našo kožo in lase in tako. Tako da smo v bistvu potem midve to vključile v kozmetiko in tako je nastala ta znamka. S tem našim delovanjem, torej izdelovanjem kozmetike, podpiramo tudi čebelarje, od katerih odkupujemo, s katerimi sodelujemo, da izdelamo te naše izdelke.